Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je bil marsikateri prevoznik vesel, da se bo znebil množice dovolilnic za vožnjo po evropskih državah. In izredno sem si želel, da Slovenija pristopi k Evropski uniji. S tem je nam olajšala recimo teh dovolilnic, ki so bile problematične v Avstriji, ekotočke, probleme hrvaških dovolilnic, italijanskih dovolilnic in še nekaterih drugih. In seveda, ko je Slovenija pristopila v Evropsko unijo, so vse te dovolilnice odpadle. To je bilo veliko, ogromno olajšanje. To se pravi, ko smo vstopili v Evropsko unijo, je ta definicija, za mene največja definicija, prost pretok blaga, storitev in kapitala. Pa vendar so tudi danes veliki problemi. Ampak z leti moram reči, da se to počasi vodeni, ker nekatere države vlečejo ene posebne ukrepe, ki nam otežkujejo te probleme na področju transporta, z nekimi ukrepi, kot so recimo, seveda moramo imeti pogodbe, vozniki morajo imeti pogodbe o delu, v nemškem jeziku, uvedli so Čehi, v češkem jeziku in tako naprej. Zavzemamo se, da bi to bilo enotno, tudi če morajo te pogodbe imeti pri sebi, da je lahko se izvaja kontrola, da bi to bil en evropski obrazec, te pogodbe in bi bilo dosta bolj enostavno. Evropska komisarka je v Šentilju povedala, da že iščejo rešitve tudi z večjo digitalizacijo. Torej, da bi naredili elektronske baze, kjer bi bile shranjene pomembne informacije, vozniki pa bi imeli ob sebi le najnujnejšo dokumentacijo. Zelo veliko je predlogov zdaj vezanih na digitalizacijo. Lahko rečem, da ko bo uspešno plasiran mobilni paket, se bo znižala stopnja administrativnih ovir za več kot 60%. In smo na to zelo ponosni, zelo premikamo vse v digitalni svet, direktno izmenjavo med administracijami, poslovanjem in administracijo. In seveda poskušamo zdaj še pospešiti procese za vpeljavo digitalnih takografov v vsa tovorna vozila. Velike težave so tudi zaradi različnega cestninjenja po evropskih državah. Zelo veliko je problemov, recimo z cestninjenjem. Vsaka država ima neki svoj sistem, to se pravi, na tovornjaku imamo teh aparatov na vetrobransko steklo, tako da počasi vozniki ne bodo videli več ven. To bi moral biti enoten sistem preko satelita in vsaka država bi obračunala svojo tarifo. Bulčeva je že napovedala rešitev. Seveda tudi na področju cestninjenja stremimo k poenotenju in standardizaciji na celotni Evropi, tako za tovornjake kot za osebna vozila. In mislim, da so bili zelo veseli, ko so slišali, da se kmalu obeta rešitev, da namesto 5, 6, 7 škatlic na sprednji šipi bodo lahko imeli samo eno, ki bo veljala za celotno Evropsko unijo. Na posvetu so se dotaknili tudi problematike slamnatih podjetij, ki ustvarjajo našim nelojalno konkurenco. Gre za podjetja, ki so se registrirala v Sloveniji ali v drugih državah Evrope, tako da lahko brez dovolilnic opravljajo transport po vsej Evropski uniji. Prav to je prvi mobilni paket, je nagovoril problem slamnatih podjetij. Drugič, problem nomadnih delavcev. Potem uporabo in izrabo različnih napotitvenih delavcev in upam, da sem prikazala dovolj jasno naše rešitve, ki so seveda v dobro tudi slovenskih podjetij. Ena od rešitev je namreč ta, da bi morala tista slamnata podjetja, ki so se zgolj registrirala v Sloveniji, da bi tako lahko brez dovolilnic opravljala transport po državah Evropske unije, v državi, kjer so se registrirala, tudi opravljala svoje dejavnosti. Kar pa sedaj ne počno.
Na posvetu pa so omenili tudi, da bi se moralo po vsej Evropski uniji določiti najnižjo plačo za voznike tovornjakov, saj bi s tem zmanjšali nelojalno konkurenco iz vzhodnih držav, ki svojim voznikom dajejo skorajda mizerno plačo, da bi s tem znižali svoje stroške in bili bolj konkurenčni.